Premnogo mater je izdahnilo na porodu, ko so življenje dajale narodu. Premnogo jih je v solzah zaihtelo, čeprav umrem, saj moje dete bo živelo. Tako umiramo zdaj mi, ki v nas življenje se poraja, in vsak mrtvak v ta mrak kriči: upri, upri se raja. Težko, težko nam je umreti, ker čas je v nas, ki ga še ni, ker slišimo otroka, ki že diše. Zato nam je tako težko, a vendar je vsakdo kot mati pripravljen sebe žrtvovati. V pesmih Karla Destovnika Kajuha žari uporniška energija naroda, ki nas je pripeljala do svobode. Za svoje ideale je izgubil življenje, star še ne 22 let. Ampak letošnje leto je posvečeno Kajuhu, saj smo decembra praznovali 100-letnico njegovega rojstva. Pozdravljeni vsi, ki vam besede, kot so svoboda, čast in ljubezen do domovine nekaj pomenijo. Pozdravljeni vsi, ki imamo še vedno radi Kajuha in lepo partizansko pesem, ki jo bomo danes še slišali. Pozdravljeni člani predsedstva zveze in člani sveta zveze, predsedniki pokrajinskih svetov, predsedniki združenj borcev, člani odbora za priznanje ter lepo pozdravljeni vsi dosedanji in letošnji dobitniki zlatih plaket in vsi dosedanji in letošnji prejemniki listine Zveze borcev. Lepo pozdravljeni tudi člani koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Z Osvobodilno fronto slovenskega naroda je vzplamtela nova slovenska zavest. Iz naroda hlapcev smo postali narod svobodnih gospodarjev. Narod, ki si bo pisal sodbo sam. Osvobodilna fronta, izvor partizanstva, ni bila koalicija političnih strank in enako mislečih. Temveč je bila to organizacija, v katero so vstopili enako čuteči, srčni, pogumni in odgovorni posamezniki. Upor je privrel iz globočin njihove duše, iz njihovega srca. Ubranili so vrednote, v katere so verjeli in nam omogočili življenje, ki ga živimo danes. K pozdravnem nagovoru sedaj vabim tovariša Marjana Križmana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Spoštovane tovarišice in tovariši, najprej sem zelo vesel, da ste se odzvali v tako velikem številu, predvsem da počastimo danes praznik Osvobodilne fronte in potem da počastimo vse tiste, ki so zaslužni in bodo danes prejeli priznanja. Pred govorom, ki sem ga pripravil za današnjo slavnostno sejo, prosim vas, da se z minuto molka poklonimo vsem našim pokojnim tovarišicam in tovarišem, ki so zapustili naše vrste. Naj jim bo večna slava in miren počitek v slovenski zemlji, za katero so se borili in jo so oblikovali. Slava. Spoštovani člani glavnega odbora, spoštovani dobitniki najvišjih priznanj Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, spoštovani člani kolegija, spoštovani vsi, spoštovani gostje, vsem skupaj želim eno dobrodošlico na današnji seji predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
seja je slavnostna, ta seja posvečamo, kot sem rekel, Osvobodilni fronti in tistim, ki so nadpovprečno delovali v naših vrstah. Predem pa začnem s svojim govorom, mi dovolite, da vsekakor pozdravim goste, pomembne goste, ki s svojo prisotnostjo uveličajo našo slavnostno sejo, in sicer bi najprej želel pozdraviti prisotne člane KODVOS-a, to je Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Med nami je magister Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev Generalmajster. Generalni sekretar Mitja Janković zastopa Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Savin Jogan pa zastopa društvo Tigar Primorske. Zvezo združenj vojnih invalidov Slovenije zastopa predsednik Janez Podržaj. Vesel sem, da v naši sredini lahko pozdravim podpredsednika Koroških partizanov Danila Prušnika. In vesel sem, da je med nami naš prijatelj Ciril Ribičič. In nam je pa ne samo mimogrede zelo veliko pomagal takrat, ko smo se pritožili, če se spomnite, na Ustavno sodišče, ko so želeli domobranca generala Rupnika rehabilitirati. Hvala, Ciril. Dan upora proti okupatorju je dan Osvobodilne fronte, kajti dejstvo, da je Osvobodilna fronta postala množično gibanje, v katerem je med vojno sodelovalo več kot 100 000 aktivistov in sodelavcev. To gibanje je vodilo osvobodilni boj in narodno, družbeno in kulturno revolucijo. Kot so dokazali zgodovinarji, se je do vsega začetka imenovala osvobodilna in ne protiimperialistična. Bila je obče narodno in nadstrankarsko gibanje. Zato je vase sprejelo vsakogar, ki je podpiral točke in program Osvobodilne fronte. Tudi duhovnike, ki so se predvsem na Primorskem množično vključevali v Osvobodilno fronto. Zato bo 27. april za Zvezo združenj borcev vedno in tudi predvsem praznik v spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, v spomin na njeno neovrgljivo vsestrankarsko vlogo pri spodbujanju množičnega dejavnega vključevanja prebivalstva v upor. Uradno veljavno kompromisno poimenovanje praznika dan upora zoper okupatorje neupravičeno zamegljuje bistveno zgodovinsko dejstvo in prikriva namen tega zamegljevanja. Izraz Osvobodilna fronta, pomensko prežet z upornostjo zoper fašističnega in nacističnega okupatorja in nabit z nacionalnim ponosom, se je zamenjal z splošnim izrazom okupator. S tem so se odprla vrata za vnašanje pomenskih opredelitev, ki jih omogoča in upravičuje zgodovinski revizionizem. Z njim je čakanje na upor izenačeno z dejanskim uporom, sodelovanje z okupatorjem pa je izenačeno s plemenitim bojem zoper sovražnika. Zanikanje pomena Osvobodilne fronte v razvoju slovenske narodne skupnosti ni naključno in tudi ni nastalo z rojstvom samostojne države. Za nekatere je modeča tudi rdeča zvezda, simbol miru, svobode, uporništva in naših partizanov. Radi bi jo prepovedali, izbrisali iz našega spomina in ukinili. Po sodni poti bi prepovedali tudi Zvezo združenj borcev, ker ohranjamo spomin na narodno-osvobodilni boj, ker se upiramo politikantom in novodobnim revizionistom. Taki nam v imenu umišljene sprave želijo kratiti pravico do spoštljivega spomina na tigrovce, žrtve fašističnega in nacističnega nasilja, padle borce in aktiviste, na junake narodno-osvobodilnega boja.
na vse, brez katerih danes v slovenski Istri, na Štajerskem in v Prekmurju ne bi več govorili slovensko. In tudi Primorska ne bi bila del sedanje slovenske države z dostopom do morja. Brez slovenskega partizanskega gibanja slovenska skupnost v Avstriji ne bi imela mednarodno pravne zaščite svojega položaja in pravic za avstrijsko državno pogodbo. Prav zahvaljujoč Osvobodilni fronti in partizanskemu gibanju lahko danes glasno in z vso moralno pravico ponovimo: nikoli več. Povzdignemo glas proti vojnam, nasilju, glas za mir in sožitje, blagor ljudi in narodov, spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi in človeško dostojanstvo vseh, ne glede na barvo, vero in politično prepričanje. Tudi vseh ljudi, ki bežijo pred brezumnim vojnim nasiljem in rešujejo svoje golo življenje ali iščejo prostor pod soncem za delo in preživetje. Dovolite, spoštovani prisotni, da spregovorim nekaj besed o spravi, ki je, kot kaže spet, predmet razprav v nekaterih krogih. Do pomiritve ne morejo voditi dejavnosti za spravo, ki zamegljujejo in zanikajo zgodovinska dejstva, že medvojne dogovore in odločitve zaveznikov ter povojne širše zgodovinske mednarodne okoliščine, ki so vplivale na takratne presoje in odločitve. Še manj do pomiritve vodijo dejavnosti, ki namenoma ignorirajo dejstvo, kdo je bil na kateri strani, ki skušajo izenačevati partizansko gibanje in sodelovanje z okupatorjem, izenačiti domoljubni in samoohranitveni upor proti okupatorju z zavestnim podrejanjem in hlapčevanjem okupatorju, kriminalizirati partizansko gibanje in narodno-osvobodilni boj ter rehabilitirati domobranstvo. Bili smo in smo proti zlorabi pietete in zgodovine za politične spopade in delitve. Bili smo in smo za spoštljiv odnos do vseh mrtvih in pravico do groba slehernega, ki je izgubil življenje med drugo svetovno vojno in zaradi nje. Sprava, kakršno nam vsiljujejo, ni prvi pogoj za umiritev, ampak je njeno nasprotje, je prvi pogoj oziroma podlaga za večno razdvajanje in sovraštvo. Razdeljenost, odpuščanje in pomiritev moramo preseči in doseči, vendar brez sprevračanja vrednot, z iskreno skupno voljo za boljšo prihodnost mladih in vseh nas. Mlajše generacije, rojene po vojni veliko let po zmagi nad fašizmom in nacizmom, ne potrebujejo nobene tako imenovane sprave. Pieteta do mrtvih pa zahteva, da na njihovih grobovih ne bijemo političnih in ideoloških bitk, spoštljiv odnos do vseh mrtvih, vseh junakov in žrtev velikega in tragičnega časa naših polpreteklih dni. Spoštovani, jutri bomo v Soštanju z državno proslavo Osvobodilne fronte, kjer bo slavnostna govornica predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič, spomnili na Kajuha, ki je svoje življenje izgubil davnega leta 1944. Toda umrl ni. Živi skozi svojo poezijo, ki se je v slovenskem narodu trdno zasidrala že v prvih mesecih okupacije. Živi zato, ker je bil glasnik revnih, brezpravnih, pesnik upora in pesnik upanja. Njegova prva in edina, še skromna pesniška zbirka v času življenja je šla 3 mesece pred njegovo smrtjo in bila potem do konca vojne v takšni ali drugačni obliki ponatisnjena še 20krat. To priča o izjemni priljubljenosti med civilnim prebivalstvom in partizani. Spoštovani visoki zbor, prav je, da se tudi danes poklonimo njegovemu spominu in zahvalimo vladi Republike Slovenije, ki je februarja letos skupaj z Zvezo borcev pripravila nepozabno akademijo v njegovo čast in razglasila Kajuhovo leto, kar je prejšnja vlada arogantno zavrnila. Tovarišice in tovariši, danes imamo slavnostno sejo, pa vendar moram spregovoriti nekaj besed o politiki desne provenience, ki svojim razdiralnim delovanjem ne ruši zgolj
vladajočih, temveč razdvaja narod, kar je nesprejemljivo in nevarno početje. Imamo izkušnjo s spravo, njihovo spravo, Malo goro, podvajanjem tigra in še bi lahko naštevali. To je prejšnja vlada. Vladajoči so oblast dobili na demokratičnih volitvah in morajo vladati, iskati rešitev na številnih področjih, kot so zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo in še veliko drugih resorjev ter vsebin, pomembnih za državo in državljane. Želimo si odločne korake in napredek pri reševanju nakopičenih težav. Politični kapital je velik in zahteva odgovornost vladanja. Spoštovani sodelavci, drage tovarišice, spoštovani tovariši in prijatelji. Vi, ki na terenu pripravljate številne proslave in komemoracije, ter s tem ohranjate vrednote narodno-osvobodilnega boja, vzdržujete spomenike in obeležja, skrbite za pridobivanje novih članov v 84 združenjih silom Slovenije in številnimi krajevnimi organizacij, ki so nepogrešljiv kamen v mozaiku naše organizacije. Hvala vam. Predsedstvu, kolegiju, vsem delovnim telesom in ne nazadnje mojim sodelavkam na zvezi, ki profesionalno in zavzeto upravljajo svoje delo v zadovoljstvo vseh, se iskreno zahvaljujem in vam želim lepe praznike, Osvobodilne fronte in 1. maja delovskega praznika vseh delavcev sveta. Živela Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Zaplovi pesem borb in zmage preko gma in gora. Zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega breg sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej. Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej. Besedilo te pesmi je najverjetneje novembra 1943 napisal Karel Destovnik Kajuh kot član kulturniške skupine 14. divizije, uglasbil pa ga je Svetozar Marolt Špik. V osnovni verziji je bila pesem še enoglasna in se je pela ob spremljavi harmonike, podobno kot sta jo ravnokar zapela simpatična Maša Tisel ob spremljavi Nejca Jemca na harmoniki. Pesem 14. divizije se je hitro širila in postala popularna in jo je v bolj znano zborovsko verzijo, tehnične težave se zgodi. Pesem 14. divizije se je hitro širila in postala popularna in jo je v bolj znano zborovsko verzijo s 4-glasnim stavkom kasneje uglasbil skladatelj Radovan Gobec.
Tudi avtor naše naslednje pesmi je Kajuh. Tudi to pa bo recitirala Lena Potočki Vozni. V njenih genih je zapis ilegalčka, zapis njenega dedka Jožeta Voznija, ki nam je v preteklosti velikokrat pripravljal podobne prireditve. Moj dragi fant leži ubit nekje v dolenskih hribih. Jaz sama, za rešetkami strmim ubita. Rodila bom, postala mati otroku nekega bandita. Moj dragi fant, ne veš, kaj vse počeli so z menoj. Kako lepo bi bilo iti za teboj, v dolenskih hribih pasti, kakor ti. Umrla bi, a jaz živim. Živim in naj rotim otroka njim, ki naju so ubili. Otroka njim, ki materam otroke so morili. Moj dragi fant, tako mi je, kot da bi čez mene oral. Če zdaj bi me pogledal, me ne bi več spoznal. A tebe otrok bo poznal. Poznal ne bo bandita in vedel bo, zakaj si pal, zakaj je tvoja kri prelita. Šivala je deklica zvezdo, oj zvezdo rdečo kot kri. In zraven si pela je pesmi, oj pesmi svobodnih je dni. Si pela je deklica pesem, jo slišal je mlad partizan, ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Le šivaj si deklica zvezdo, pa zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom gestapom prisegli krvavi smo boj. Na kapi se zvezda leskeče, na vzhodu že zarja žari. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni proč temne noči. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni proč temne noči. Slovenska partizanska pesem je odraz slovenskega ponosa in časti. Je pesem upora, ker ko ljudje nimajo več česa izgubiti razen svojih življenj, potem lahko dobijo vse. Sledi najbolj slovesen del današnjega druženja, podelitev zlatih plaket in listine Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prosim predsednika Marjana Križmana, da se nam pridruži na odru in bi prosil, če se lahko pridruži po levi strani, tako kot bi to prosil tudi vse kasnejše dobitnike priznanj. Predsedstvo Zveze že od leta 2016 podeljuje zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam združenj borcev NOB za uspešno promocijo vrednot,
dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja. Za ugledno uresničevanje vloge Zveze borcev v svojem okolju in združenju. Za ohranitev in ohranjanje številčnosti organizacije s prejemom novih, zlasti mladih članov. In za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamen na svojem območju. Letos je predsedstvo podelilo 6 plaket. Prevzeli jih bodo predsedniki krajevnih organizacij Zveze borcev. Prvo. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Bizovik prevzame predsednica Zinka Breskvar. Prosil bi prejemnico, da ostane kar na odru, tako kot vse naslednje prejemnike, da bomo imeli fotografiranje za arhiv, tako za zveze kot za prejemnike. Naslednji prejmejo. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Kamnik Center prevzame predsednica Alenka Jevšnik. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Kotlje prevzame predsednik Ivan Krebs. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Ljubečna Škofja vas prevzame predsednik Branko Verdel. Združenje borcev za vrednote NOB Tržič prevzame predsednik Jure Jerkič. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Semič prevzame predsednik Drago Mohar. Bi vas prosil, če se vsi skupaj postavite na oder za slikanje, za skupinsko slikanje. Kar na sredino.
Najlepša hvala vsem organizacijam, prejemnicam plaket. Nadaljujemo pa s prejemniki posamezniki. Zlato plaketo za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB, ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog zveze na predlog združenj prejmejo. Za življenjsko delo Vladimir Brtoncelj iz Združenja borcev Medvode. Ivan Bevk iz Združenja borcev Idrija Cerkno. Kako se najboljši kruh v Idriji peče, boste mogli povedati. Milica Janjič iz Združenja borcev Ljubljana Šiška. Jože Melanšek iz Združenja borcev Velenje. Stanislav Ovnič iz Združenja borcev Mežiška dolina. Jože Plazar iz Združenja borcev Črnuče. Staša Rejc iz Združenja borcev Ljubljana Moste Polje.
Franc Svetelj iz Združenja borcev Kamnik prevzame predsednik združenja Igor Kanižar. Janko Šekli iz Združenja Dovje Mojstrana prevzame predsednica združenja Sonja Mirtič. Janko je v misli z nami. Je bolan. Pri svojih 93 letih se bi srčno rad udeležil, a žal se ne more. Bolezen ga je priklenila na posteljo. Želimo mu vsi skupaj seveda veliko zdravja. Zato jaz prevzamem in komaj čaka, da nas dobi danes. Občina Podčetrtek prejme zlato plaketo za dolgoletno in dobro sodelovanje z Združenjem borcev NOB Šmarje pri Jelšah in krajevno organizacijo Zveze borcev NOB Podčetrtek. Plaketo prevzame župan gospod Peter Misja. Marjan Turičnik iz Združenja Žalec. Za dolgoletno delovanje prejme zlato plaketo Srednji odbor prekomorskih brigad. Plaketo prevzame predsednica odbora Nada Čibej. Prihaja. Ljubo, brez skrbi. Spominski prvi dolenjski bataljon prejme zlato plaketo ob 10-letnici ustanovitve. Plaketo prevzame poveljnik Milan Kranjc.
Med prejemniki zlate plakete je tudi tovariš Franc Hriberšek iz Žalca in Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik. Plaketi pa bosta podeljeni na občinskih slovesnostih v Žalcu in v Hrastniku. Vse dobitnike pa bi ponovno prosil, da se pridružite na sredini odra za skupinsko slikanje. Vsi si zaslužite še en aplavz. Še enkrat iskrene čestitke vsem. Še enkrat en velik aplavz vsem dobitnikom. Osvobodilna fronta je v svoj program zapisala ne le boj proti okupatorju in Slovensko narodno vojsko, ampak tudi enotno Slovenijo, samo odločbo slovenskega naroda in ljudsko demokracijo. Predvsem pa je zapisala tudi veliko ljubezen do domovine, kar je v svojih pesmih izpričeval Kajuh. Govori, da bo še bolj hudo, da bodo si klicali zgorel goro. Človek, človek, si ostal, rad bi ti roko podal, pa ne bo nikogar, da bi se odzval. Pravijo, da bo tako. Mi ne verjamemo v to. Jaz bom še ostal, ti boš še živel, ker ne more misel izpremeniti se v pepel. Prav zato, tovariš, boš ostal, iz gora pošiljal boš pozdrav, klical boš ljudem, mrtvim boš roko podal, živim pa se boš odzval. Z njimi boš tovariše ubitih njive preoral. Pozabi na nebesa, saj ni tako težko. Nikjer ni pekla, nad nami le nebo. Pozabi, da smo tukaj, ker nekaj čakamo. Požvižgaj se na meje, ki nas ločujejo. Življenje naj bo sveto,
brez vere in strahu. Pomisli, da otroci v miru rastejo. Zdi se ti, da sanjač sem, a to vse je, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Pozabi na lastnino, pohlep, ki nas deli. Pomisli na ljubezen, tovarištvo ljudi. Pomisli, da si človek, z drugim se deli. Zdi se ti, da sanjač sem, a to vse je, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Če ste pozorno poslušali besedilo pesmi Pomisli, ste slišali, da se moramo združiti ljudje, ki verjamemo v tovarištvo, v ljubezen do sočloveka in v željo po mirni prihodnosti. Vse to in še več nosijo v sebi tudi prejemniki naših najvišjih priznanj. Najvišje priznanje, listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, za leto 2023 prejmejo Herman Janeš, prejme listino zveze kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k resnici o narodno-osvobodilnem boju. Herman Janeš se je rodil leta 1935 v vasi Stari Kot. Polnih 14 mesecev je kot otrok preživel v fašističnih koncentracijskih taboriščih na Rabu in v Gonarsu, kjer je dočakal osvoboditev. V začetku januarja 1944 je bil učenec partizanske šole na začasno osvobojenem ozemlju v vasi Podpreska. 10 let je bil komandant občinskega štaba za teritorialno obrambo Ljubljana Šiška. Od oktobra 1973 je bil vključen v taboriščni odbor Rab, od leta 1982 pa tudi njegov predsednik. Bil je tudi predsednik komisije za nekdanje politične zapornike, vojne ujetnike, internirance in taboriščnike pri Zvezi združenj borcev. Sodeloval je pri ustvarjanju 8 dokumentarnih filmov o koncentracijskih taboriščih Rab in Gonars. Je pisec vrste brošur in člankov o taboriščih. Sodeloval je pri nastajanju prvega zakona o žrtvah vojnega nasilja. Med drugim ima zasluge, da so septembra 2003 na pokopališču na Rabu odkrili ploščo s podatki za 1433 evidentiranih žrtev v taborišču Kampor. V dolgoletnem delu je dal velik prispevek k ohranjanju spomina na taborišči Rab in Gonars ter prenašanju svetih tradicij narodno-osvobodilnega boja na mlade. Z vsem svojim delom je pomembno sooblikoval podobo in delovanje Zveze borcev v Ljubljani, Sloveniji in mednarodnem okolju.
Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prejme Martin Mlinar. Martin Mlinar prejme listino zveze kot najvišje priznanje za trajno prizadevanje pri ohranjanju vrednot partizanskega boja, narodno-osvobodilnega boja Slovenije od leta 1941 do 1945, za doslednost pri zagovarjanju zgodovinske resnice, za sodelovanje pri utrjevanju organiziranosti in pomlajevanju borčevske organizacije, za dolgoletno uspešno vodenje Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik in Pokrajinskega sveta Zveze borcev NOB Zasavje ter zavzeto delovanje v različnih organih in delovnih telesih zveze, ker z osebnim vzgledom goji in zagovarja tovarištvo in medsebojno spoštovanje. Listino bo v njegovem imenu prevzela Marija Govejšek, predsednica Pokrajinskega sveta Združenja borcev za Zasavje. Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prejme Miloš Prosenc. Miloš Prosenc prejme listino zveze kot najvišje priznanje za trajno prizadevanje za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja Slovenije od leta 1941 do 1945 in partizanskega boja, za doslednost pri zagovarjanju zgodovinske resnice, za sodelovanje pri utrjevanju organiziranosti in pomlajevanju borčevske organizacije, za dolgoletno uspešno vodenje Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi ter zavzeto delovanje v različnih organih in delovnih telesih zveze, da z osebnim vzgledom goji in zagovarja tovarištvo, medsebojno spoštovanje, poštenje in solidarnost. Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prejme Rudi Vavpotič. Rudi Vavpotič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Črnuče, prejme listino kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k ohranjanju zgodovinske resnice o narodno-osvobodilnem boju in za spoštovanje in ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja v sedanjosti. Njegovo dolgoletno ustvarjalno delo pri krepitvi in pomlajevanju organizacije Zveze združenj borcev in zavzeto delo v organih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana in Slovenija sta za našo organizacijo neprecenljive vrednosti. Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije posthumno prejme Stanko Kušljan. Pokojnemu Stanku Kušljanu iz Šentjerneja, nosilcu partizanske spomenice 1941 in številnih drugih visokih odlikovanj, je bila listina zveze podeljena 20. februarja 2023 in sicer kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k veličini narodno-osvobodilnega boja in širjenju resnice o njem. Aprila 1941 se je star 23 let pridružil krajevni organizaciji Osvobodilne fronte Šentjernej in v njej deloval pri izbiranju orožja in druge vojaške opreme za partizanski boj. V partizane je odšel 9. marca 1942. Najprej je vstopil v novomeško četo, nato v Gorjanski bataljon in pozneje v Cankarjevo brigado. 30. junija 1944 je bil hudo ranjen. Zdravil se je v partizanski bolnišnici Zgornji Hrastnik v Kočevskem Rogu.
30 let je vodil krajevno organizacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Šentjernej. Njegovi številni nastopi v javnosti so bili usmerjeni v trajno prizadevanje in ohranjanje pomena partizanskega boja in zmage nad nacifašizmom. Zvesto je zagovarjal tovarištvo, medsebojno spoštovanje, poštenje in solidarnost ter te vrednote nesebično prenašal na mlajše. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom, še enkrat pa bi vas poprosil, če pridete na sredino odra za skupinsko slikanje. Krajši zahvalni govor v imenu prejemnikov plaket bo imel Rudi Vavpotič. Drage tovarišice in tovariši, cenjeno vodstvo Borčevske organizacije Slovenije. Čast mi je, da se vam lahko zahvalim v imenu vseh nas, ki smo sprejeli odlikovanja za več desetletno delo v naši organizaciji za vrednote NOB. Nekateri izmed nas so člani Zveze borcev že 75 let, ustanovitvene organizacije pa do danes. Organizacija Zveza borcev v tem času je doživela velike spremembe. Mnogi so odšli za vedno. Slava jim. Tisti, ki še delujejo v občinskih in lokalnih organizacijah, se srečujejo z bolnimi in onemoglimi tovariši. Marsikatera proslava pove nam vsem, da je vredno skrbeti za vrednote NOB in ohraniti spomin na tiste težke čase druge svetovne vojne. V tem času smo dobili svojo državo, Slovenijo. 50 let smo jo gradili skupaj z jugoslovanskimi narodi v gospodarstvu, v socializmu. Prvo obdobje 10 let je bilo po drugi svetovni vojni res težko. Vsi smo imeli priliko, da smo se izobraževali, postali smo voditelji v gospodarstvu in v politiki. Naša Republika Slovenija se je tesno povezala z evropskim gospodarstvom. Uspeli smo se gospodarsko povezati s celim svetom. Zakaj govorim to? Nekateri mislijo, da je Slovenija kot država nastala leta 90 s plebiscitom. Slovenija se je gradila kot narod in nacija, od brežinskih spomenikov, preko kmečkih oporov, preko generala Maistra in druge svetovne vojne. In končno vojne za Slovenijo 90. leta. Koliko udarniškega dela smo takrat mladi opravili izgradnjo avtocest, železnic, kulturnih domov po vaseh, elektrifikacijo notranjosti in izgradnjo podjetij in tovarn. Po drugi svetovni vojni smo bili še lačni, s požganimi vasmi, brez gospodarstva in v Primožu informbiroja. Uspeli smo rešiti vse mednarodne spore in se vključiti v mednarodno skupnost. Postali smo iz 14-letnih mladeničev v partizanih in mladenk, danes stari preko 90 let, ki se radi spominjamo prehojene poti in uspehov. Še enkrat hvala lepa za podelitev odlikovanj in priznanj našemu glavnemu odboru. Najlepša hvala tovarišu Vavpotiču.
Nekaj besed bo spregovoril tudi tovariš Miloš Prosenc. Pred takole polno dvorano pa že dolgo nisem govoril. In veselje vas je videti. Pa bom to izkoristil, da danes lahko govorim. Spoštovani predsednik Zveze borcev narodnoosvobodilnega boja Slovenije, tovariš Marjan Križman, spoštovani člani in članice predsedstva zveze, spoštovani vsi v dvorani. V čast in ponos mi je, da sem dobil tako visoko borčevsko priznanje. Moram pa zdaj nekaj povedati. Moram priznati, da odkar sem zvedel, da mi ga boste podelili, neprestano sam sebe vprašujem, če sodim med čudovite in nepozabne dobitnike, žive in pokojne, ki so ga dobili. Res je, da sem kar 18 let z močno voljo vodil Združenje borcev za vrednote NLB Zagorje ob Savi. Da sem sprejel to funkcijo, so mi takoj po upokojitvi leta 2004 pregovorili sami borci, nekdanji knapi, ki sem jih poznal, cenil in spoštoval. Nisem jih želel razočarati in sem sprejel. Res je tudi, da sem bil na funkcijah in dolžnostih, ki sem jih opravljal na republiški ravni, vedno v stikih z Zvezo borcev in udeležencev narodnoosvobodilne borbe, recimo v času nastajanja in sprejemanja tako imenovanih vojnih zakonov v državnem zboru. Ampak vseeno, če človek dobi tako priznanje, sam sebe, bom rekel, analizira in spominsko preleti svoja ravnanja in svoja dejanja. In kako naprej? Ko me takole vprašujejo v Zagorju, kako naprej? Ja, kako naprej? Kljub letom bom še naprej aktiven, dokler bo to možno. Opažam pa, veste, da se včasih težko spomnim kakšnega priimka in imena. Veste, kako to pride, ne? Ne bom pa pozabil, da so Osvobodilna fronta, partizanski boj in upor proti nacifašističnemu okupatorju nedvomno zgodovinske vrednote slovenskega naroda. Ohranjajmo optimizem in združujmo ljudi. Mi ne bomo proizvajali sovražnikov. Še enkrat, listina mi je res v veliko čast in ponos. Hvala lepa. Najlepša hvala, tovariš Prosenc. Na govorniški oder pa sedaj vabim še tovarišico Nado Čibej, predsednico odbora prekomorskih brigad. Spoštovani predsednik Zveze borcev Marjan Križman, tudi moj dober prijatelj in sodelavec. Iskrena hvala Zvezi borcev, iskrena hvala vsem, ki ste se odločili, da podelite to plaketo osrednjemu odboru prekomorcev. Kaj bi bila moja zahvala, če ne bi bila zahvala prekomorcev? Ne bom dolgo, ampak če začnem z Vido Tomšič. Začnem z Stanetom Bobnarjem. Če rečem vse tri sestre Žagar, hčerke Staneta Žagarja. Če rečem Vojka Šmuc. Dolga vrsta prekomorcev. Zaradi njih je bil osrednji odbor. Moja zahvala in mojo zahvalo
prepuščam našemu prekomorcu Izidorju Čebronu z velikim aplavzom. Hvala za vse, kar ste naredili. Prosim, če mu lahko en mikrofon date. Bi se zahvalil predvsem Srednjemu odboru Slovenije, Farišu Krizmanu in Zvezi borcev za Južno Primorsku. To priznanje je samo moje, od vseh naših prijateljev se največ zaslug pa ima v tem prav Vida Tomšičeva, ki je v Karbonari 43 leta prve dni oktobra v državnem govoru dvignila roko gor in rekla: vi Primorci, vaše mesto tam gor, vi se morate boriti, morate govoriti svoj materni jezik in da ne boste več klepčevali. In tu smo tudi storili, z velikimi žrtvami smo dosegli, kar imamo danes. Hvala lepa. Hvala vam, prekomorci. Že pred več kot 30 leti je naša dežela postala naša država, Republika Slovenija. Zanjo smo si kot narod prizadevali več stoletij. Tehnika nam danes nagaja, ampak vseeno, zanjo ste se in smo se borili. Zanjo ste tvegali in zanjo ste se trudili. Ampak ko smo jo dobili, smo kar malo pozabili, da moramo sedaj zanjo skrbeti in jo negovati. Toliko časa smo bili usmerjeni navzven, v njeno pridobivanje, da smo pozabili, da naša želja imeti jo pravzaprav prihaja iz nas, iznoter iz naših srcev. Pozabili smo na to, zakaj si jo želimo. Pozabili smo na to, kaj nam pomeni. Ampak morda je zdaj čas, da se ponovno obrnemo vase in ponovno odkrijemo svojo ljubezen do domovine. Naj vas spremlja misel, da je upor pravica vsakega naroda. Saj imamo vsi ljudje enako pravico do svobodnega življenja, hkrati pa je upor tudi vrednota našega slovenskega naroda. S tem je uradni del današnje slavnostne seje zaključen. Sledi pa manj uradni del ob klepetu. Vse nagrajence pa prosim, da se mi po zadnji pesmi pridružijo za skupno fotografiranje. Jutri gremo v napad, glej, kako globoko je nebo. Sneg naš beli brat razli se v temo, temo. Veter bode Bog, podaj nam roko, mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Veter bode Bog, podaj nam roko, mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Zvezde
deži nam žari, noč nam razsvetljujejo temno. Tiho četa gre in mesec nad njo, nad njo. Veter bo tepuh, podaj nam roko, mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. Veter bo tepuh, podaj nam roko, mesec lenuh, hitreje za nami, mi gremo, gremo, s puško na rami, napad, za svobodo, za kruh.